Jaz pravim, da je Tesla Y, tako kot ostale Tesle, precej fascinanten avto. Zdaj pa en intermezzo, ker je klele zraven mene parkiral. Ok, take Tesle pa še nisem videl. Čakam, da se mi avto nafila, ne bo treba predolgo čakati, ker tele Teslini superchargerji to kar leti. Vozim pa Tesla Y, pa se bom vse povedal. Pejt. Ist das der erste Mal, dass das passiert hat? Ich habe schon heute auch erlebt. Ja? Ja. Weißer Rauch, oder? Ja, weißer Rauch. Čisto hitro intermezzo. Tale Nemec se je pripeljal svojo Y, ko sem v Ljubljano, in zdaj med polnjenjem se je izpod prve havbe začel malo kaditi. Mi Tesla strokovnjaki veste povedati, da je to nekaj, kar se zgodi pogosto in kaj bi to lahko bilo. Pa poglej še eno zanimivost. Je rekel, da mu je 2 dni nazaj stolkla toča avto, da je orenk padal. Vidiš, kako je poškodovana havba, ampak streha je ostala pa cela. Pa dajmo mogoče začeti s tem, kaj Tesla Y sploh je. A je to športni terenc? Jaz mislim, da ne. Ker se noter usedem spredi ali pa tudi zadnji, imam tak monovolumenski feeling. Kaj vrste eno prostorc, kar absolutno ni slabo. Hočem reči, da je feeling v kabini res tak zračen, prostoren, absolutno družinsko naravnan po vsem tem volumnu. Ne pozab, Y-ka je dolga koliko? Švoh 5 metrov, ali pa mogoče sem preveč rekel, 4,7, nekaj tazga. Vsega mal hoče biti, pa se vsega mal tudi je, ne? Zdaj, ko sem jaz delal test trojke, sem se posvetil zaslonu, vmesniku in vsem, kar ti ponuja, zato tukaj ne bom šel v grozne detajle, v smislu, da bi ti razlagal igrce, prci, Netflix, Spotify, muzika, podcasti, YouTube in vse stvari, ki ti tale vmesnik omogoča, ker recimo stojiš primer. Drugač pa kokpit, en sam minimalizem ga je, zaslon, volan, pa tele 2 kugelce na prečkah in to je, se ti pokazal. Torej, kdor bo po tej kabini iskal neke znane elemente, na katerih bi lahko odpočil oko, klasične gumbe, bo razočaran. Ampak v času testiranja Y-ke je ogromno ljudi rekli, da jim je točno to, kar vidijo tukaj noter, pravzaprav zares všeč. Pa če ostanemo še malo pri kabini placa, tukaj v drugi vrsti vidiš, koliko ga je, zares veliko. Pri kakovosti kabine, pri sami sestavljenosti, tukaj je bilo že veliko polemik, da Tesla fino, kao neki premijska, ampak kokpit je pa švoh narejen. Tale, v kateri sedim jaz, je bila narejena, sestavljena v Berlinu. In jaz najprej, ko sem noter prišel, sem začel šlatati, kako je vse skupaj sestavljen, ker to je pomemben, to ni pocen avto. In jaz moram priznati, da nobena Teslina izkušnja do zdaj, ko pride do same sestavljenosti, do kompaktnosti vseh komponent, ni bila takšna, kot je bila tukaj. Hočem reči, da sem na tem področju zelo zadovoljen, ker se same kakovosti materialov tiče, to je druga zgodba. Tukaj Tesla, po mojem mnenju, še ni na ravni najboljših, zato ker imaš vsak toliko časa feeling, da kakšno stvar, ki primeš, ni top, kot ta recimo kvazi les, se ne vem, a je ali ni še danes, ne, ni takšen, kot je recimo pri kakšnih drugih premijskih avtomobilih tudi lahko. Ampak načeloma vse, česar se dotakneš, tudi če začneš stiskati, pa spoj in vse ostale stvari, to štima in občutek kakovosti, ko se vsega dotikaš, je zares dober. Zdaj pa en intermezzo, ker je klele zraven mene parkiral. Ok, take Tesle pa še nisem videl. Ded se je lotil tega avtomobila v nulo. Zlate BBS-ke, rdeča folija, upgrade je naredil tudi tukaj pri logotipu. Front lip ga še čaka, tukaj spodaj bo črno-svetla kombinacija. Je naredil upgrade tudi pri blažilnikih, plinske je gor ruknil. Se pravi, zadnji imaš distančnike, ne? Spredi pa ne, ampak nižja je pa za koliko? Za 3-4 cm je gotov, no? Pa le, zadnji je ruknil celo difuzor. To se pravi, to si dal naknadno noter, zato da imaš pred sabo števec. Ja, pa porabo, goriva. To se pravi, čak, to je zate kakšne vrste varnosten element, v smislu, da ne rabaš desno dol gledati. Seveda. Pa Lojs, ne, je kar hardcore uporabnik. Prav, da je v 2 mesecih na šopu 22.000 km svojo trojko. Svašta starja, ne? Ok, pojmo naprej. Dobro, pa prej, ko sem bil v drugi vrsti, sem se že malo lotil prostora. Ti pokažem še prtljažnik. Seveda z avtom lahko upravljaš tudi, če imaš Teslino aplikacijo, tukaj lahko delaš praktično vse, ogromno enih opcij ti ponuja. Odpeljaš lahko tudi, le, bom zdaj odprl prtljažnik, potrdi. Evo ga. Kar vidiš je tako imenovani frank oziroma prtljažnik v sprednjem delu Y-ke, takole od oka bi rekel, kaj je to? Malo več kot 100 litrov gotov, 120, nekaj tacga. V zadnjem delu pa, dajmo se najprej lotiti police. Pravijo, da prej ni bilo, zdaj pa je, gre za tak
precej trd izdelek, pri katerem moram reči, da je še kar uporaben. Zdi se mi sicer, da je polica malo dovzetna za prstne odtise. Dvigneš, poglej, jo takole. Prtljažnik sam po sebi je lahko dostopen, predvsem pa poglej ta dvojen dno. Takole na uč bi rekel, da je tale luknja zadnji v kufru približno toliko prostorna, kot prtljažnik spredi. Mislim, zares je globoka, vidiš. Všeč mi je tudi tele police ne rabiš držati v luft, da jo drži tista razpoka tamle, vidiš. Seveda sedeže lahko zlagaš s pritiskom na tole stikalo, pa takole polico vrneš v izvorni položaj. Mislim, da smo zdaj že razčistila Y-ka sposobna biti polnovreden družinski avto, ko odgovor je več kot očitno ja. Zapremo. Dobro, pa grunten, kaj bi ti recimo pri vmesniku vsem še lahko izpostavil ali pa pokazal, ne? Seveda je omogočeno spremljanje okolice tudi na tak način, da avto snema in beleži vse, kaj se okrog njega dogaja, tudi kad tebe recimo ni. Sentry mode se imenuje ta način, ko ti lahko snemaš oziroma avto snema ves čas, kaj se okrog njega dogaja. 1, 2, 3 imaš dokaze, ne? Kdo ti je pa s ključem potegnil po karoseriji, ne? Pa teh stvari je tavžen. Temu se zdaj ne bomo posvečali, ker pa lahko dve govorimo samo o načinu upravljanja. Jaz lahko rečem, da ta avto vse, kar ti želiš imeti, ima, ampak vse tudi ponuja na malo drugačen način. Je bila neka huda razprava, le še brisalce moraš kle vklapljati. Ni res, ne, brisalce vklopaš tukaj na levi prečki, če jih želiš. Lahko naštimaš tudi na avto način, ker pomeni, da bo avto sam po gruntu, kdaj je treba kaj zbrisati, in to mimogrede počne precej dobro. Vse skupaj lahko pa seveda na zaslonu tudi upravljaš, določaš stopne, urejaš, kaj se vse da s tem avtomobilom rihtati. Tudi odzivnost tablice je, odzivnost je tako, da držo eno tako zelo sposobno tablico v roki in z njo pač upravljal. Jaz se večino časa vozim na chill. Sport recimo, kaj pa je svem, takrat, ko se ti res lušta, pa bi komu rad pokazal, kako izgleda to 3 sekunde do 100. Pa pri načinu krmiljanja moram pohvaliti, da v športnem načinu je tale volan zares zelo odziven. Kar je pohvala, ampak tudi približno pa to ne pomeni, da se zna ta model s tabo pogovarjati, kot ne vem, v Alpini ali pa kakšnem res dobrem Porsche, v Mazdi MX-5. To pa ne, to pa tudi približno ne. Pa še en zanimiv podatek. Tukaj sem zdaj že, se mi zdi, dobro urco. Najprej sem avto na filu, zdaj snemam pa vlog. In v tem času se je tukaj nabralo že za celo garnituro Tesla, večinoma iz Avstrije in Nemčije. In bolj realnega dokaza o tem, kako se skupaj izgleda v praksi, kad ti se peleš na dolgo pot, pa se voziš s Teslo, pač ne moramo imeti. Čist vsi, ki so bili tukaj, sem malo gledal na uro, so stali največ 20 minut. Čist dosti za naslednji konkreten korak na jug. No in s tem smo se pa že začeli dotikati dosega, ampak pojmo najprej čist na hitrico nazaj, ne. Kar gledaš je Tesla Y, ampak izvedba performance. Kapaciteta baterije Tesla niti ne navaja več, tam med 70 pa 80 kWh, konja vse skupaj tam nekaj čez 500, pa 3 sekunde do 102 elektromotorja. Skratka, avto res dobro gre. V primerjavi z long range, to je pa tista ta druga izvedba, ja, malo manj dosega ima, predvsem in tudi zato, ker ti avto omogoča brutalne pospeške, ne. Una je malo počasnejša, ima do 100, samo koliko 5,5, 5,7, nekaj tazga, še vedno zelo hiter. Izpostaviti moram recimo 21, ki jih na long range ni, tam mislim, da imaš 20 oziroma 19 in tale platišča so zelo dovzetna za popraskati, zato ker so precej izrazita. Zdi se mi, da kar kličejo potem, da jih en malo pošoba. Pa še eno stvar moram pohvaliti, ne, baterija je termalno nadzirana. In to pomeni, da preden greš ti polnit, je fajn, da to avtomobilu tudi poveš, da mu poveš, kam jo boš šel konkretno napolnit, in potem se avto, ne vem, 15-20 minut pred dejanskim polnjenjem na to pripravi. To pomeni, da temperaturo baterije optimizira do te mere, da se pol polnjenje zgodi v več ali manj optimalnih pogojih. To je zelo v redu. Vožnja je udobna pa tiha. Avto tudi precej dobro blaži, seveda električen pogon pomeni to, da sam pogledaš gas, pa si že tam nekje. In zdaj se mi zdi, da je tudi primeren trenutek, da ti pokažem, kako se je na vožnjo, tudi na pospeške, odzval moj brat Andrej. Ja. No, poglej. Baterija, to ni računalniška. Ne, lej, baterija je... To ni od tablice baterija. Sam še si vidiš to sposta, pa ta umre. Fuck! 47% baterije imam in to pomeni za 223 km dosega. To se pravi, švoh 500 lahko naredim, če lepo pelem, pa normalno. Te kamere, to zdaj nazaj, imaš lahko vklopljene tudi med vožnjo, ker si res ne priporočam, kaj pa skozi takole gledaš. Ne. Razumeš? Ne. Pa recimo slušaj, ta ti skozi v real time izpisuje grafika overe, plus druge avte ti bo izpisala, če slušaj videl. Kje pa je? Kje mi je tega dal? Ja, tega zdaj ti ni dal. Zakaj? A vidiš, to pa nima, to imajo pa drugi ponovati avtomobili. Land Rover bi že pisko, ne? Ja, veš pa nima. Zaprijet nima, evo vidiš. Ja, pizda. Zato so te povabil v avto, no.
Če kva pa prdec na zahtev? Prdec! Reč 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Pa sem pripravljen, pogledaj to! Sploh se ne morem navaditi. Zdaj, čakaj, dej. To nam je pa neki... A je to lesna plastika? Jaz mislim, da je to plastika. A je bila žurka, ne? So se dobro nasmejala. Doseg! Lej, tako je. Jaz sem se zalotil, da kadarkoli sem vozil umirjeno, ali pa dajmo reči čisto običajno, brez kakšnih zelo športnih ambicij, bi s tem avtom naredil 450 km k za šalo. Seveda se je doseg bistveno zmanjšal, ko sem pač kazal ta glavni party trik tega avtomobila za tiste, ki se še nikoli niso v Tesli peljali. To so seveda pospeški. Pa še nekaj bi ti pokazal, ne? Je že res, da imaš ves čas opravka z zaslonom, ampak ene stvari so vsem kar dobro rešene, tudi recimo nastavljanje klim. A veš, vidiš tukaj temperaturo, pa si misliš, dobro, zdaj moram pa jaz to takole tipkati, da bo šlo naprej. Ne, ni res, ker tole je res štorast. A veš, je precej intuitivno narejen, ti sam pikneš številko, pa greš pa gor ali pa dol. Vidiš, to pa 1, 2, 3 naštimaš to, kakor ti všeč. A ja, pa še tole, to sta površini namenjeni brezžičnemu polnjenju telefona in sta izredno odzivni, hočem reči, da polnjenje je res brezhibno. Ej, Ciril, kaj pa konkurenca? A jo ima, stari, vsak avto ima konkurenco. Lej, ti takoj pokažem enega, ki je, ponuja podobne stvari na čist drugačen način. Lej, Hyundai Ioniq 5, podobno velik, ne tako zmogljiv, ampak s podobnim dosegom in podobno veliko baterijo. Predvsem pa s čisto odbitim dizajnom, komaj čakam, da se zmenim za test tega avtomobila. Pa lej to, dizajn luči pa vsega, noro, stari. Za Ioniq 5 pa itak veš, ne, v tem trenutku predstavlja vrh Hyundaiove električne ponudbe. Mimogrede, kaj pa felt ne. Avto je čisto odbitno, kakorkoli obrneš. Ampak se veš, to je stvar okusa. Vsak se sam odloči, meni se zdi, da kaj pa je svem, no? Ja, mal je old schoola, ne? Futurističen? Ja. Retrofuturističen. Ja, točno tako, ja. Se kufra imata približno isto, ne? Kva? Se bi. A ne gre? Ale pa črkice kada lebdijo, vidiš to? Se zabava, kot odpreti vrata po kakšni Hyundai. Pač tako pa tako, a ne? Tako pa tako. Ja, zdaj pa še jaz pri Tesli pokažem, ne? To se pravi, ali narediš to pa to, kar je precej lahko, ampak meni se na koncu zdelo, da je najlažje narediti to. Pa tako. Vsem malo, kaj? Tle lahko ti doplačaš. Kaj lahko doplačaš? Tukaj same skočijo ven. Ja, to pa jaz ne vem, mogoče zna to tudi Tesla, pa jaz ne vem. Tle vem, da lahko Aha, to se pravi, ker se ti približaš avto. da je pripravljam, pa sam zagrabeš. Ok, ja, razumem. Kaj pa če jo damo na Fight Felt, ne? Tale od Hyundai je čisto odbitano. Znaš, kaj to pri Tesli, to si že kje videl. Konec koncev je Lorenzer, predelovalec Mercedesa, začel s tem dizajnom že 20 let nazaj. Ta pa malo old school, a veš, une šprikle pa te fore. Ja. Aha, ok, kufr. Imam še Tesla odprl. Dirka, kdo se predpre, a veš? Tesla zmaga. Glej ta kufer, no. Ja, vidim, ja. Le to. Stari. Moram narediti nekaj, kar bi Jure naredil ponavadi, ampak Ja. res je velik. Le to. Le to. Ogromen je, stari. A greš lahko v Tesla tako? Evo, to je to, ja. Ožji je. A je ožji? Ja, ful je ožji. To je ful verodostojen test. A pa še not en Kapetanovič. Ja, pa je vsem kar razlika, ja. A ti si videl, kakšno luknjo ima Tesla, stari? No, vidiš, to je pa Tesla pa skoraj bolj. Ja, ti jo pokažem. A si jo videl? Te odpri. No, tle pa boljš. Če pa malo pridobiš noter, ne, Ja. kakšen liter. Se v zadnju sedem. A ja, sve to je noter, kako hudo. Le to. Se je usne. Na elektriko. Na elektriko zadnja vrsta. Zložno pomična na elektriko. Le to, koliko je placa. Ne moreš verjeti. Kdaj peče Tesla za fora, no? Ja. Če ga vidiš, zgleda golf razred. Ja, res, ja. Prostora pa več noter, ne? Ne, Tesla je ful prostor na drugi vrsti, no. Tukaj je tudi ful placa. Pa ti si velikan, ne, to drži. Tle je težko rečem, kjer zmaga. Ja. Mislim, da ima ta sam malo ožja. A mislim, da ima Tesla v strop, da ima več placa. Kaj pa je sve? Ja, možno, ja. Ja, da je to vrata, kako se odprejo. Da se na širš odprejo vrata pri Hyundaiu, ne? Ja, pa lažje greš naprej. Ker je kot Manj odpiranje placa. vrat bistveno večji. Le to, manj je placa nad glavo. A, za glavo je pa manj placa, ja. Zdaj, če smo že tukaj, ti pokažem še armaturko, ne? Boš mogoče malo primerjal, veš, ta je bistveno bolj busy, čisto na drugačen način, se sploh ne moreš primerjati. Sam je taka malo, kaj naj ti rečem, zanimiva je. Čist na drugačen stil, kot pri Tesli. Tudi zahteva veliko Prevajanja, vse. prevajanja, da pol intuicija rata tako malo lažja. Imaš pa tudi klasična stikala, vidim. Ja. Ja, pa sam še enkrat ti za primerjavo pokažem Teslo.
Kaj dosti? Ej, pa nima grebena, vidim. A vidiš, tle spredi je luft. Dobro, se ne vem, zakaj bi to nutil, se ne moš nič tjadati. Is nice. Je pa res za tele gumbki, ne? So pa res 1980s, a? Ja. Tesla je 70, 73 z dodatno. Koliko je pa ta? 55. 20 ur razlike? God damn. En razstavan je bil 62. Predvsem je pa šlo 20 ur razlike. To je pa tudi, mislim, to ni tako malo. Inač, cajt, da potegnemo črto, cene še nisem povedal, 70 jurjev z dodatno opremo 73. Jaz pravim, da je Tesla Y, tako kot ostale Tesle, precej fascinanten avto. In to je del osnovne privlačnosti takšnega avtomobila, ki sicer zahteva velikega privajanja, ki tudi približen ne ustreza vsakomur, ampak ne moreš pa zanikati, da vibe, ki ga dobiš, ko se z njim voziš, ko ga uporabljaš, ko si v njegovi kabini, ki izkusiš vse, kar je sposoben ponuditi, govorimo o prijetnih in neprijetnih lastnostih, rabiš ponotranjiti, kako ene stvari upravljati in to zahteva čas. Veliko več časa, kot pri klasičnih avtomobilih, kar je seveda dokazala tudi ena raziskava, ki je AMZS naredila v povezavi s partnerskimi klubi. Ti bom spustil spodaj link, pa si boš lahko to tudi prebral. O tem je tudi Jure Gregorčič govoril v atmosferskem podcastu. Sicer je pa Tesla Y eden izmed tistih avtomobilov, ker pač že sam zaradi svoje zasnove polarizira. Zato, ker je štromar, ker je drugačna, ker je pač takšna, kot je. Ampak dejstvo pa je, da se je precej dobro zasidrala v avtomobilski pokrajini. Konec koncev je Y-ka pri Tesli, morate vi povedati, a to še vedno drži najbolj prodajana Tesla ta hip, ker je seveda tudi daleč najbolj uporabna in tako naprej, navkljub razmeroma visoki ceni. In to je to, stari. Jaz mislim, da sem bil precej izčrpen, no? Če imaš kakšno vprašanje, naj ti ne bo nerodno vprašati. To je to, se zato pa obstajajo komentarji. Mal da pizdiš, mal da poveš, kaj misliš, pa da kaj vprašaš. That's it. Folk, lepo se meje. Ajde, čau.